Mladi, mladih, mladim, mlade, pri mladih z mladimi. Mladi danes. O mladih in z mladimi za boljši jutri. No, jaz definitivno bom govorila o dopustu. No, ne glih o dopustu, no, ampak o tem, da pač je marec low season, ki ga lahko mladinski delavci izkoristimo, ne, in da dejansko poznam veliko mladinskih delavcev, ko gre marca na dopust, ne. O, res? Ja, Cool. ja. To so oni brez družina. Moja sodelavka je tudi šla na dopust, ki ima 2 hčerke v vrtcu in je šla na smučanje. No, tako sem mislil, brez šoloobveznih otrok. Ja, brez šolo. Se opravičujem. Ja, no, tako da, ja. Jaz se pa počutim, kot da sem v marcu na dopustu, zato ker sem toliko dni odsoten v tujini. Ne? No, ampak ti si odsoten zaradi službe ali zaradi, ne vem. Sej to, ja. Ja. In najbolj zabavno je to. Mi smo imeli na morju v Zambratiji v mojem otroštvu dve prijateljski družini, najbolj prijateljski. Ena je bila iz Modene, iz Italije, ena je bila pa iz Osijeka. In ta mesec v zadnjih 14 dneh sem bil v objekt teh dveh krajih, v Modeni in v Osijeku. Ja, ful dobro. In oba sta bila povezana s K2 projekti. Ampak, a si se srečal s temi ljudmi? Ne. Ne. Pa še to je, pri obeh družinah se je zgodila ena tragedija. Aha. Pri enemu je Ata, ki je zdaj že na 60, a veš, v mojem otroštvu je bil to oče, ne? Pač generacija mojih staršev, ne? Je čisto nem, ja. Ta drugega je pa očeta avto zbil in je pa tudi, ne vem točno, v komi ali nekaj, tako da je še obe dve sta povezani s tem, no, tako, ampak ja, to zdaj ni toliko predmet našega podcasta, dejansko bil sem v obeh teh dveh krajih. No, mi smo pa, ko smo gostili te Francoze prejšnji teden, ne, je pa bil en tip, ko je rekel, da je v njegovem otroštvu v Londonu spoznal eno žensko, ko je bila Ljubljančanka in da sta bila res ful tesna prijatelja in sem bila jaz tako, no, ja, kdo pa je bila neka Nina. In pa smo pa tako rekli, no, pa dajmo, probajmo jo najti, ne. Samo je valjda, pač nismo najdli, ne. Ampak ja. Ti si bil pa skozi v Sloveniji, Benjamin, ne? Jaz sem skozi v Sloveniji. Jaz nisem imel obiskov oziroma potovanj, niti ne toliko dopustniškega. Tako da v bistvu nisem doživljal ful dopustniško marca, razen začetek, no. Konec marca smo šli z družino na smučanje, ti smo bilo. Pa zdaj zadnji vikend. Konec februarja, ne? Konec februarja, ja. Počitnice šolske, ja. Ja. Konec marca pa v Veržej zdaj, tako da. Kakšno barvo je imel tvoj mladinski marec? To bi res lahko, ja, začeli. Smo že, Nive. To je, temu se reče, da enega Selakoviča izvedeš. Ja. Ok, dobro. Kakšno barvo je imel tvoj marec? Rjavo zeleno, po moje. Mene so ful ta jutra, se mi zdi, pa podaljševanje dneva. A ja, ti res to govoriš o barvah? Jaz sem mislil, kakšno mladinsko barvo, a veš? Ja, ampak se mi zdi, da No, se boš razložil. Zdaj si izvleči iz tega ven. Lih iz tega nekega zimskega, vremenskega tudi vzdušja, da je šlo v to začetek rasti ali pa neki prebujanje nečesa novega. No. In glede naših tudi projekti, delavnic, ne, so se februarja novi začeli. Ja, pa začeli so se, recimo pri delavnicah, to mi ful ostaja, ki smo ta gradiva začeli, nekaj, kar se je ful časa, tako se mi zdi. V zemlji je bilo, je čakalo na rast, smo zdaj začeli končno Kaj to? premikati. Ured gradiva, sistematizirati za naše izvajalce po šolah, to, kar imajo delavnice. Nives, a vi imate sistematizirana gradiva za delavnice, ali trener vsak svoje izvaja, kar mu pade? Jaz sem sicer zdaj v tem času izvajala 2 izobraževanja za tole dostojno delo, tako da tam je recimo pripravljeno gradivo, no, sicer pač metode so tudi določene. Ne, govorim v organizacijah, a veš, kaj mislim? Ja. Po šolah ali pa... No, sej, pač za tole je recimo pripravljeno, karierni dan imamo tudi pripravljen, načeloma imamo delavnice pripravljene, no, tako da jaz lahko tudi, ne vem, pošljem kakega študenta ali pa v bistvu bilo koga, da pač izvaja, no. Je pa res, no, da zdaj v tem času smo začeli pripravljati en zbornik vseh 10 kariernih dni,
ker letos je bil 10. Nefiks karierni dan in potem sem jaz prosila enega našega študenta, če bi on to malo zbral kot nek zbornik, ko lahko služi za gradiva tudi za druge, no. Kaj pa je koncept kariernega dne? Vsako leto je druga tema, drug fokus. No, ampak nek koncept je najbrž, kdo sploh pride, koliko jih je. Izvaja ne poznam. se na srednjih šolah. A ja, Ja, ok. ja, tako da mi v bistvu vedno izberemo eno temo in se pošlje šolam, šola se prijavi, pa ima pa šola možnost, da ali učitelji ali pa učenci sami izvajajo. A to je za vse šole isti dan ali je to pač koncept, ki ga ima vsaka šola po svoje? Ne, mi predlagamo običajno 3. teden v januarju. Če ne morejo takrat, in pa predlagamo januar, februar, zaradi tega, da je pred informativnimi dnevi. In tematika letos? Letos je bila medkulturne kompetence. Ja. Tako da smo imeli, pol tudi vedno naredimo, ne vem, letos je bil pač nek kviz v smislu, ok, si medkulturni specialist, medkulturni poznavalec ali pa, ne vem, nepoznavalec, tako je res ono varianta, ne vem, pil test ali pa kaj, zdaj pač tako tak. Ampak jim je bilo ful zanimivo, no, tako. Tudi te prostovoljce mednarodne smo vedno zraven vzeli, da je res bilo medkulturno ono na mestu, ok, glej, pri nas, ko se srečamo, je tako, pa recimo prva pa je bila, ne vem, prostovoljka iz Španije ali pa, ne vem, prostovoljci iz Poljske, ne, in imaš pač čist 3 različne. Kaj imajo medkulturne, saj je eno posredno povezavo vidim, ampak kaj imajo medkulturne kompetence s kariero? Zaradi tega, ker definitivno bo prihodnost za te, ki so zdaj v srednji šoli, se pravi čez 10 let, bojo za večino delovna okolja medkulturna, ne. Že zdaj so, ne, ampak v prihodnosti bojo še toliko bolj Ampak to bo medkulturna. tudi v trgovini, saj v Hofru že ne dobiš več slovensk. Mislim, Sej pravim. ampak zakaj pa provociram, malo sem hudičev advokat, zakaj pa temu rečemo karierni dan? To bo itak v celem lifeu, a veš kaj mislim? Karierni dan zame pomeni, da zbrci se, najci službo, a veš kaj mislim, ne? Ja, ne, mi imamo ta vidik, veš, da v bistvu nekdo, ki je zdaj v srednji šoli, začne razmišljati, s čim se lahko opremim za svojo prihodnost. In če mu mi rečemo, glej, to pa kul je. kompetence lahko že zdaj pridobivaš, in če govorimo o medkulturnih kompetencah, na kak način jih lahko V pridobivaš. bistvu gre kot za srednja šola. ozaveščanje, kaj se bo čez 10 let na trgu dela rabila, ne? Ja. Tako sem te zdaj Ja. Ja, pa s tem Ja. ozaveščanjem verjetno, da lahko tudi kakšne korake narediš v to smer, če prej Ja. niso bili ozaveščeni. Sej Youthwork je vedno, mislim, vprašanje je vedno 10 let prej, ne? Ampak zdajle, ko razmišljam, ne, o teh svojih 2 K2 projektih, je tudi v bistvu na nekaj zanimivo mi je to, ko smo se tudi že prej malo pogovarjali, pa si brali, Benjamin je v zdravstvu, jaz sem v aktivnem državljanstvu, ti si pa v karieri, pa zaposlovanju, ne? To so 3 glavne, po moje so to 3 glavne veje mladinskega dela, ne? Zaposlovanje pa aktivno državljanstvo sta že tradicionalno, ne? Ja. Že skavtski tip organizacij, pa Don Bosco je bil oboje, pa ful enih, mislim, tudi v socializmu konec koncev je bilo tako, ne. Medtem ko zdravje je pa zdaj, ne, ratalo. Čeprav se mi Je zdi, ful zanimivo, da smo mi 3 taka 3 peresna detelca razporejeni ravno po glavnih 3 področjih mladinskega Čeprav, dela. a se ti ne zdi, da zdravje je bilo že prej, ne vem, zdaj če pogledamo, ne vem, No Excuse ali pa Drogart ali pa vse te preventive na, ne vem, AIDS, droge. Nič bolj kot kultura ni bilo, ali pa nič bolj kot medkulturnost, ali pa nič bolj kot peace education. Ja. Ni toliko stopilo naprej, ne. Najbolj pogosto je bilo zaposlovanje v zadnjih 20-30 letih kot top tema mladinskega sektorja. Ja, zaradi tega mogoče tudi zato, ker te organizacije niso financirane iz Urada za mladino ali pa, ne vem, iz ministrstva našega, ne, ampak so financirane iz Ministrstva za zdravstvo, ne. Ja. Ker vi ste financirani iz Ministrstva za zdravje, v bistvu, ne? Ne, Ne? nismo še. A, niste Upamo, da še? bo marci bil znovan s tem, da smo se prvič prijavljali na Aha, ok. razpis Ministrstva za zdravje. Ker je dokaj naša jedrna tema, ampak do zdaj, v bistvu, ko so 3-letne te razpisi, smo zdaj prvič v bistvu se prijavljali. In kakšen je ta razpis, jaz ga nisem bral, v smislu, koliko je naklonjen delu z mladimi? Pa aktivni participaciji, a je tako, veš, ko pri zdravju je pogosto tako, da so samo nekateri strokovnjaki, a ne?
To ne vem, ker z vidika ocenjevanja, tam, kar sem prebral, nisem toliko dobil feelinga, ampak se mi zdi, da dokaj pušča odprto za to, kamor se želiš fokusirati. No? Če želiš z mladimi, ne vidim, da bi to bil zaradi tega deprivilegiran pri točkah. Pojma pa nimam, ker je to... Ne, veš, kaj me zanima, prvič. aktivna participacija mladih, koliko je lahko noter? A so lahko mladi, oziroma a je kaj dodatno nagrajeno, če so mladi proaktivni pri takem projektu? Ne, tega pa niti malo nisem znal. Bolj, če imaš strokovnjake, ki so... Saj to, ne? Ja. A veš, Ne, ker to pa ljubija mlade, ne? Ja. V smislu jih dela reaktivne, ne samo jih dela v uporabnike, ne proaktivne. Nekaj je bilo o prostovoljcih, si lahko vrednotil, ne? Ampak tako v splošnem, nič da bi ekstra dodatno, oziroma pač fajn je, da imaš prostovoljce, se vrednoti, ampak ne glede na to, kdo so pa koliko so vključeni na kakšen način. Kaj ste pa vi kaj prijavljali njivez? Mi zdaj nismo nič prijavljali. Vi ste itak. Oziroma ne, ni res. Februarja, malo sem že pozabila, ker se april, februarja smo prijavljali mladinsko izmenjavo, ki smo jo sicer že prijavljali oktobra, pa ni bila sprejeta, pa smo se pa odločili, da bomo jo še enkrat prijavljali, ker lani sem jaz bila en teden, pa Karmen, sodelavka smo bila en teden s skupino mladih iz Viča v Italiji, in so hoteli pač ti otroci, da bi tudi gostili, in pol, ko smo tako malo načrtovali, so bili ful pripravljeni sodelovati, tako da smo že oktobra prijavljali, pa ni bilo... Obstajajo skupine, ki bi rade gostile? Ja, ful so hoteli, ful, pač res tukaj. In danes zjutraj recimo sem dobila že message, a ste že kaj ve za rezultate, ker mi z družino planiramo, da poslušamo tako, sorry, Tinkara, ne vem pač. Junija. Ja, ampak sem mi pa povedala, kdaj smo rezervirali pa hostel, ker bo pač v Idriji bomo, pač če bomo, ker bo taka aktivna, preživljanje prostega časa zunaj, aktivnosti na prostem. Tako da to je edino, kar smo prijavljali, zdaj februarja. Ful dobro. Kaj pa socialna? Mi prijavljali zdaj ne, je bilo pa prej zelo aktivno. Mi smo tako 2 projekta itak začeli zdaj. Enega pa, to sem pa najbolj ponosen, končujemo po moj najuspešnejši K2 projekt v moji, mislim, prej ni se imenovalo K2, ne, ampak so bile drugi projekti v moji 20-letni zgodovini. Dobar. Ja, se je glih. Program Mladina je bil, mislim, 2004-2006 prvi v Sloveniji, 2004 do 2006. Tako da je, ne. Skratka, gre za, sej v tem bomo mogoče kdaj še kakšno posebno epizodo, gre za hardtopics.eu, težke teme, in gre za aplikacijo za zmenke političnih nasprotnikov. V bistvu, da ljudje rešijo vprašalnik, ki pridejo na dogodek, in jih vprašalnik razporedi v pare, tako da so najbolj različni skupaj in pol jih povabi v dialog. Pač, če je en odgovoril eno skrajnost, drug pa drugo skrajnost, algoritem zračuna, koliko sta si narazen, ne? In pol poskuša algoritem oblikovati čim bolj raznolike pare in pol jih v bistvu povabiš v dialog. Ne? In to je tako, dobivamo pozitivne odzive in od ljudi, ki moderirajo dogodke, in od teoretikov, ja, to dialog rabimo, ne. In sama aplikacija je bila narejena, je pa tako, inflacija nas je obtolkla, mi smo šli na 120,000 takrat evrov z razvojem softverske aplikacije, z vsem, ne. Pa 4 partnerji in 2 leti dela, in to zelo hitro kopni, in zdajle bi zlahka po moje tak projekt bil na 250,000. Ja. Ampak to je tudi znamenje, da kljub temu, da smo mogli kar nekaj še vložiti zraven, je meni projekt prinaša zadovoljstvo, ne? To je veliko znamenje. Ste bili vi prijavitelj? Ja. Aha, ja. Sej to pol je to še toliko večje zadovoljstvo. V Sloveniji itak te K2 je najtežje dobiti od vseh partnerjev. Imamo Avstrijce pa Madžare, kjerkoli od njih bi ga prijavil, bi bilo lažje to dobiti, ja. Ampak verjetno odpira pa tudi določena polja za naprej, ne? Absolutno. Meni so všeč taki mladinski projekti, inovativni, kjer ti razvijaš metodo, pa jo lahko pol na kjerokoli temo uporabiš. A veš, tako je bilo pri nas 10 let nazaj popotniško novinarstvo, oziroma 15 let nazaj že. Mi smo razvili metodo, ker takrat še ni bilo telefončka čist povsod, so bili bolj digitalni fotoaparati, pa tako telefoni še niso bili tako dobri, ne. Pa internet je pa že bil, pa vse, ne, in
smo razvijali metodo, kako je vsak lahko aktiven državljan preko tega, da je popotnik in novinar. A ne? Te dve drži smo. In si pa lahko to uporabil, veš, in za zdravje, in za zaposlovanje, in za aktivno, in za vse. A ne? In ta je tudi taka, a ne? Ker lahko te zmenke političnih nasprotnikov narediš na kjerokoli temo. Ne? Jaz bi se navezala na en dogodek, ko smo ga pa mi imeli v mladinskem centru, so bili pa hitri zmenki za mlade samske. To si pa po moje že govorila. Ja. Ampak me pa zanima, kako je šlo. Ja? Na Gregorjevo smo imeli zdaj le spet. Na Gregorjevo. Ja, itak. To združa. Ja, kaj, itak. Koliko mladih ve, kva je Gregorjevo. Ja, se jim damo list in jim napišemo, mislim, itak na vabilo je promocija. Ne, dejansko je bilo fulobro, je pa res, jaz sem bila najprej kar malo razočarana, ker prijave fantov so bile ful visoke, pa punc pa ni bilo. Ampak to se nam vedno naredi, ne? Ampak pole realno jih je bilo glih 10-10 oziroma 10-11, tako da so se fajn pokrili in v bistvu je bilo še boljš, ker jih ni prišlo toliko veliko, ker pa sem videla, kako so se pač dejansko zadebatirali, ne? In največ jih je bilo v starostni skupini ta starejši v 20-ih, no. Ja, Ja, 25 plus, ne govoriš. Ja, itak bila je starostna skupina 20 do 40 sicer, no. Par fantov je bilo res v oni skupini 35 do 40, ampak največ jih je bilo tam, 29, 30, tak. Kako to zmenedžirate, če je zelo veliko, mislim, kaj, a to so pač se menjajo, ali kaj, pa pol imajo pauzo tisti pol, kaj je več? Na 3 minute vsak govori vsakim. Je pa ta koncept, da tudi, če je nekdo star 20 pa 40, pač vse, da govorijo drug z drugim, zaradi tega, da, ker kaj jaz opažam, no, je to, da folk nima več teh soft skillsov toliko, Niti za pogovor, ne. Ja, in da vsaj to krepijo, ne. In res je ful dobro, no, tako da... To tudi mi s tem težke teme, ne, opažamo, da moramo 2 koraka nazaj, ne, v smislu ne sam dialog za zelo drugačnim, ampak dialog nasploh. Ja. To se pa najbrž tudi s tvojim delom povezuje, ne vem. Povsod, to se mi zdi, opažamo. Ker imate pač te teme, telefonik pa to. Ja, in to vpliva posredno, ampak že neposredno se mi zdi, ko nagovarjamo mlade, ali pa ko imajo, ne vem, neko delo v skupino, v parih, je res pomembno to, se mi zdi, kar nam je samoumevno, že ne vem, na 30 let podlage, tam postopno voditi in ozaveščati, no. In se mi zdi, da to jim včasih, v določenih primerih je to med glavnimi stvarmi, ki jim ostane. Tako, izkušnja dialoga, ko sem bil slišan v živo. Ker se mi zdi, tega manjka, ni, oziroma... Ja. To je bilo po covidu ful. Ja. Ko smo imeli projekt Inkubator 4.0, smo jih imeli na delavnicah 8 dnevnih, mislim, da, in 8 polnih dni, in to jim je bilo čist noro, tako. Pa meni tudi, mislim, jaz nisem bil neposredno, ampak trenerji so govorili, kaj to se dogaja, mislim, to ljudje jokajo zato, ker so bili s človekom, pa taki feedbacki, prvič v mojem življenju me je nekdo zares slišal, pa tako. Mislim, redefiniranje ciljev mladinskega dela. Ne, tudi tukaj je ful in no, morda bi podelil še to izkušnjo, nekaj, kar me je prav na področju zdravja, raziskovanja teh nevarnosti, nekemičnih, ful močno tako presenetilo in tudi glede na to, ko sem informatik spremljal malo stvari, šokiralo, je bila izkušnja ene družine, sicer iz Amerike, kjer je 14-letni fant naredil samomor, zato ker je v eni romantični zvezi z botom, z umetno inteligenco, prišel tako daleč, da ni želel več živeti v realnem svetu, ampak v bistvu se želel čimprej pridružiti, v navednicah, te osebi, ki jo je v bistvu sam zgeneriral na eni od teh platform. To, ki je bil realen svet manj privlačen, manj se je počutil slišanega, vrednega v tem realnem svetu, kot od nekoga, spet nekoga v navednicah, ki je umetna inteligenca, da v bistvu se odločil za samomor. Tako grozljiva izkušnja se mi zdi. In samo ta platforma ima 20 milijonov uporabnikov dnevno različnih. Ne. Kako se pa brandajo take platforme? Train your communication skills, ne? Ne, mislim, da... Mislim, veliko se jih na ta način, da ti boti ti bojo pomagali boljš komunicirati v realnem življenju. Ne, še bolj. Ta se branda v tem smislu, da je prva platforma na podlagi umetne inteligence,
ki je tudi zelo čustvena. Ampak to čustvovanje pomeni, da ti lahko tam ustvariš bota, ki mu vnaprej dodeliš, ne vem, kako naj izgleda, ampak predvsem tako, naj zadrži informacije zase, naj bo zaupanja vreden, naj bo spodbujajoč, naj se obnaša tako kot, ne vem, 14-letna punca, ki me ima ful rada in podobno, ne? Kar privede do tega, da v bistvu se tiste usmeritve, ki jih morajo imeti vse te platforme, v smislu, če pride do izražanja, ne vem, samomorilnih nagnjenj ali česarkoli podobnega, da se zablokira ali pa da se javi naprej, to pade. Ker je tisto, kar ti daš zahtevo, je močnejše. In potem tudi, ko so preizkušali, so videli, da v bistvu tam ni alert, ker recimo ChatGPT bo zablokiral, bo zapisalo samo to ni v skladu z našimi pogoji poslovanja ali nekaj podobnega in ne boš mogel ti več pripovedovati o tem, kako razmišljaš o samomoru ali pa kako ti je depresivno. Ne bo te usmeril ali te usmeri naprej ali pa zablokira. Tukaj pa ni tega in to je, se mi zdi, tako presenetilo me, ker je očitno že ful razširjeno, sploh med mladimi, ful zasvojljivo in na področju zdravja nekaj, kar se mi zdi, da capljamo zadaj in se zavedamo nevarnosti, ki jih prinaša še s sabo. Zdravja, mislim, to je širše od zgolj zdravja, ne? Ja, to so odnosi, so način delovanja. To je jedro človeka, so odnosi, ne? Jedro človeka je, da ne deluje nagonsko, se pravi, da se ne, da ima lastno voljo in da se vključuje v družbo s tem, ne. Sem pa, ko si govoril, da bo še nadaljno vizijo, ne, kako pa najbrž to že obstaja, ne, se pravi skupine mladih klape, ne, pol botov, pol ljudi, ne, in pol mogoče samo en parameter, a ima telo ali nima, ne, a ima tu zemsko telo ali ne, se pravi, a veš, ker recimo lahko imaš tazga bota, da nese ven informacijo o prijateljci in pol te ta drug bot, ki ve zdaj nekaj o tebi, a ne, te nekaj vpraša, pa njemu nekaj poveš, pa se pa, da bi se dva bota med sabo skregala, pa vmes lahko, da si predstavljaš skupino takih 12 ljudi, mislim, 5 ljudi pa 7 botov, recimo. Ja, vprašanje, kam bo šlo, no. Tudi s tem telesnim vidikom se mi zdi, meje se premikajo vedno bolj digitalno, v realno, oziroma meša med sabo, no. Ja, no, to sem želel podeliti, ker ko si izpostavil, to je bila ena taka močna zgodba, izkušnja. Če kdo želi na opis te podcasterke, ki dela intervju tudi s to mamo, lahko damo v opis tudi tega podcasta, no, če bi koga želelo. Seveda. Dajmo. Dear Tomorrow. Pa ocenil jesinih zmenkov. Ja, lahko. Se strinjam. Kje se naročijo naprej, ne? Ja. Čeprav ni to ista ciljna skupina, ne? Tle bolj delamo za mladinske delavce, pa ampak voditelje. če mladinske delavci tudi je lahko kakšen samski, ne? Ja, zdaj maja bo naslednjič, bomo imeli pa... A ja, imate prav. Ja, bomo pa sodelovali... Imate večkrat na leto to očitno? Ja, večkrat na leto, ja. Zdaj bomo imeli s čoncami skup, muziciranje, tako da ne bo glih kot hitre zmenke, no, ampak bo pa res tak za samske. Ful dobro. Kaj pa kaj sistemskega ni ves, ti greš kdaj maja na dogodek desetletja? Ja, res je, jaz grem maja na tole na Malto, na konvencijo o mladinskem delu. Zdaj pa pri nas se je pa v tem času ponovno pisala resolucija, torej nacionalni program za mlade. Mi smo sodelovali zraven, aktivno smo vključili 2 mlada v pripravo resolucije, jaz sem jo tudi poševno prebrala, komentirala. A je cela v italics? Kaj če je? V italics? V italics font. Ja, ne vem. Če si jo poševno. Ja, ne. Ne ležeče, to Ja, pomeni, zapakavate. okej. Ne vem, ni cela. Je bolj v boldu, ne, se vem. Tako da ja, to se mi zdi, je bilo kar ena taka stvar na sistemski ravni, ko se zdaj pripravlja, ureja. Ne vem, a ste vi kaj Kakšno je tvoje mnenje o tej... Ne, jaz nisem se ukvarjal s tem. Kakšno je tvoje mnenje o... A so bistveni cilji za mlade? Ja, jaz mislim, da so. Bistveni cilji so. Kaj so te bistveni cilji na nacionalnem nivoju za mlade tako? Ne vem, da se mlade podpira pač, ne vem, teh
verjetno njihovih potrebah, plus še en korak naprej, ne. Recimo, ne vem, tako v ospredje mi prihaja ta, ne vem, mobilnost, ne, da se ne rešuje samo zdaj mobilnosti, ja, ne vem, sam živim, recimo, ne vem, v okolici, ja. ali pa tako, recimo, in ne vem, zvečer ne morem iti na noben dogodek, ker nimam javnega prevoza domov, ampak tako, da res probamo razmišljati, pa jaz nimam odgovorov, ne, ampak tako, verjamem pa, da obstajajo Dolgoročno. strokovnjaki, ki imajo, ne vem, neko vizijo, ki lahko tudi k temu pripomore. Prav te vizije so včasih tudi nevarne, a niso? Mislim, a veš, tako pa lahko neke utopične, sanjanje nekih utopičnih situacij in pol do mnogo nekih nerealnih projektov privedejo. Sicer je spet tako, a ne? Pač projekti, ki morajo biti inovativni, marsikrat, to je tako kot startupi, ne? 90% se jih pol propade, ne? Ampak nimajo čez 10 let več učinka, ampak tisti, ki pa imajo, pa dobro, ne? Sam, a veš, kaj je zdaj bolj važen, da bi država podpirala, ne? Odgovarjanje na konkretne potrebe mladih ali neko vizijo? Ne, definitivno je Kaj bo treba čez 10 let, ne? odgovoriti na konkretne potrebe, ne, ampak tako, da se mogoče res gleda na priskanju rešitev na neki sistemski ravni, ne pa recimo, da rečemo, točno zdaj tako. bomo zagotovili, ne vem, finance, pa bomo rešili neko stvar, pa ne vem, financ več ne bo, pa v bistvu nam je vseeno, ne. Tako da, ne vem, to se mi zdi. Tako drugače se mi zdi sam dokument, ne vem, itak bo zdaj šlo to v debato z ministrstvi, pa bomo videli, kaj bojo oni komentirali, ne. Pač mi lahko predlagamo, ne vem, povišanje sredstev za sektor ali pa tako, ampak če bo reklo ministrstvo za finance, ja, pač tega denarja ni, ne, ga pač ni, ne. Ti, kaj pa konvencija, o čem bo govorila? To je mogoče za poslušalce, ne? To je dogodek na vsakih 5 let ali koliko, ne? Ja. Tudi mene glih na zanima, 5 jaz let, ne ja. poznam tega dosti. Ja. To je v bistvu ta glavna konferenca na vsakih 5 let na temo mladinskega dela. Na svetovni ravni. Evropski. Evropski ravni, ja. EU plus, se pravi, a je tudi Svet Evrope zraven ali samo Evropska unija? To pa zdaj ne vem, mislim pa, da bolj Evropska unija, no. Ne vem točno, kaj bo v ospredju, ker to se zdaj pripravljajo, še neki se zbira gradiva od teh, ki bi želeli sodelovati, pa maja pač ne bojo tam prisotni. Jaz mislim, da bomo mi sooblikovali. No, ker so bile kar, ne, to bo 4. konvencija, 3. je bila glih v covidu in je bila bolj ali manj samo digitalna. Ja. Na drugi sem bil pa jaz, smo bili pa v Bruslu ali v Berlinu, se zdaj pa res ne vem več. Eno mesto na boje. Eno nekaj na B je bilo. Ja, in je bilo, v bistvu je bilo tako zanimivo, no, ker prva konvencija, se pravi 15 let nazaj, je bila tako celebrating diversity of youth work, pa tako naprej, ne. In pol 10 let nazaj je bilo pa ok, diversity, ampak mi rabimo common ground, ne, mi rabimo skupna tla, da se sploh definiramo, v enih državah je to tako definirano, v enih drugače, v enih to, ne, v enih nima sploh pomena, v drugem je to del sistema, ne, in na tej, ki sem bil jaz, je bilo glih tako res iskanje common grounda, skupnega imenovalca. Pol 3. pa nisem več toliko sledil, no. Ja, je bilo pa ta z bonskim procesom. Ja, je bilo pa z bonskim procesom, so bile pa glavne, jaz mislim, da se bo Malta nadaljevala s tem, sta pa 2 glavni teme, ko jih je tudi pol Slovenija nekako prevzela. Pa kakovost, ne. Ja, prepoznavnost pa kakovost, ja, mladinskega dela. Aha, vmes je bila pa še ta v covidu, ki je bila bolj usmerjena na tisto Tudi digitalno. Ne, tudi na to, ni bila na digitalno, skozi digitalno metodo je bila prinešena. Usmerjena je bila na bonski proces, ne, se pravi na 3. je že prinesla novost to, da se cela Evropa skupaj ukvarja z mladinskim delom, ne, da je to postala skupna politika, ne. Ker razlike so ful velike, recimo, ne vem, lani, ko je Belgija predsedovala EU, sem jaz bila na enem dogodku, no, in mi je bilo pa zanimivo, ko so predstavljali v bistvu, recimo, mladinsko delo v Belgiji, oni imajo, ne vem, od rojstva do 18 let so pri njih mladi, ne. A veš, pri nas so od 15 navzgor. 30, ja. In mi je bilo pač tako 29. zanimivo, zdaj bomo govorili, mislim, dejansko smo govorili recimo o tej, ne vem, pravica do igre. In mi je bilo tako, ok, so ful dobro, no, ampak, a veš, jaz ne morem. 29-letnika. Ja, pa kaj, pravica do igre, pač. Ja.
Čist drugo, no, čist drugo. Je pa res, da ne vem o kakovosti ali pa o prepoznavnosti, pač to je res, ne vem, mogoče to lahko vežem s tem, ko smo imeli pa klub Mreža Mama tudi začetku marca, ne, smo dejansko, je bila ena velika tema pač posvečena temu, da smo govorili o tem, kako na lokalnem nivoju odločevalcem predstaviti učinke mladinskega dela, ne. In dejansko nam je tip najprej sploh razložil, glej, ne vem, tako res državljanska vzgoja, ne vem, tako funkcionirajo zadeve v naši državi, imamo, ne vem, zakonodajno, izvršilno, oblast in tako, okej, nekaj basic, ne, ampak a veš, da dejansko pola razumeš, kako na lokalnem nivoju funkcionirajo zadeve, ne. Tako da jaz pol sicer na drugem delu, ko je bilo dejansko tako, kako predstaviti, mi sicer ni bilo, ampak se mi zdi, da res ene občine, no, ko jaz delam z njimi, no, se zavedajo pomembnosti mladinskega dela, ne, pri enih občinah pa pač ne vejo sploh čisto točno, kaj zdaj to je, ne, in pol recimo, ne vem, so pač kaki javni zavodi, so, ne vem, in šport in turizem in pač dajmo še to mladino zraven, ne. In valjda, če imaš ti, ne vem, športne objekte, boš valjda več financ dal za vzdrževanje tistega, ko pa recimo na programe, ja. Movit ima ta program individualne podpore občinam, rečejo, in vsak let izberejo 4 do 5 občin, mislim vsak let, zdaj so 2krat. Občin, ki pol dobijo vsaka svojega mentorja za 1 leto in ta mentor pol v bistvu jim pomaga narediti korak naprej pri razvoju njihovega mladinskega dela. No, in jaz sem glih, zdaj, ko govorimo o preteklih 2 mesecih, sem zaključil z 2 občinama te korake naprej. Še posebej z eno smo res ogromne korake naredili, so imeli za cilj tako okrepiti participacijo mladih, ne neke strukturne cilje, ampak prav dejansko okrepiti participacijo mladih, ampak tako na sistemski ravni, a ne, in je bilo kar, no, zdaj so se čist 3 občinske uslužbenke so res pokazale eno veliko mero volje do učenja in tako naprej in grejo tudi zdaj na enotedensko usposabljanje v Estonijo na to, kako pisati Erasmus projekte na temo mladine in tako, no, tako da ena taka manjša občina v Sloveniji da 2 občinski uslužbenki za 1 teden odda, a ne, wow. Ne, ful pomembno, ful dobro. Kaj pa je pri tebi sistemsko šole, RKC, kjera sistemska raven je Benjamin pri tebi? Najbolj bistvena. Kaj pa vem, lahko področje safeguardinga mi je bilo tako najbolj sistemsko, kar sem razmišljal, no, ker zdaj vedno bolj se potapljamo v to tematiko zaščite otrok in ranljivih pred zlorabami, še posebej pred spolnimi. In tukaj opažam tako različne izzive v Sloveniji. Dobro, tudi znotraj cerkve, ampak tudi nasplošno se mi zdi, koliko je ena tematika, ki hitro razdeli recimo, ki jo umakne iz dialoškosti zaradi nekega hudega čustvenega naboja. In mi ful ostaja to vprašanje, kako na sistemski ravni narediti ene korake, da bi šlo v pravo smer, da dejansko v končni fazi bi ustvarjali okolje, ki bi bilo za otroke bolj varno. V čem je čustveni naboj? Daj par primerov, kaj deli? Recimo, ko pride do ene novice o zlorabi, je takoj v bistvu razdeli ljudi na nekoga, ki bolj zagovarja ali pa išče opravičila v smislu, ali pa ne verjame samo temu, kar je poročano, no. In po drugi strani v eno skupino, ki obsoja preko vseh meja, v tem smislu, da kaže s prstom, brez da bi v bistvu razmišljala, kaj lahko naredi, pa tudi kaj lahko naredi sama, ne, zato da se bo spremenilo nekaj naprej. Aha, drugi so krivi pa to. Ja, gleda njega, ne, to je katastrofalno in glavno poslanstvo je, da kažemo, da poiščemo vse take in jih linčamo, recimo, ne. Dialog, kaj bi bilo res najboljše v končni fazi za otroke, je ful minimalen v primerjavi z vsemi ostalimi debatami, ne. Kako je lahko to naredil, kako je prišlo do tega? Sebe na nek, mislim,
ne vem, ampak čustveno se ful močno uplete vsak noter, Ja, se mi zdi, ja. v to tematiko. Okay, razumem. Ja. Ja, ali gre za ene obrambne ali napadalne drže, res se mi zdi dost velika resnica je tudi to, da je eno področje, kjer je marsikdo od nas bil ranjen, ali zaradi pornografije, ali neke neuslišene ljubezni, ali ne vem, kaj tazga, lahko na majhnem nivoju in je Privre na dan. ali privere na dan, ali pa ful močno vpliva na ta razumski pogled soočanja s problematiko, no, tako. Kar mi je hudo težko, zaradi tega, ker končni uporabniki, oziroma pač to, da bi dejansko delali za otroke boljš pogoje, bolj se ne uresničijo, pa se ne uresničijo v taki meri, no, tako. To mi je tak izziv, kako nastavljati te vzvode, leverage, kaj pritisniti, da bi šlo v to pravo smer, no. Ampak sej zato obstajajo sistemi, pač kako se gradi politike, kako se po strukturi to, a veš, kaj mislim? Vem. Samo tukaj mi je dosti vprašanje, ali je prvi korak najbolj smiselno usmeriti čim več energije v politiko, ali v ustvarjanje ekipe, ali v lastništvo posameznikov. A ti govoriš zdaj v zakonodaji, ali govoriš o kontekstu ene organizacije, ali govoriš o, a veš, eni branži, ne? Predvsem o kulturi, se mi zdi. O načinu družbe, v kateri živimo. Ja, to je ful splošno. Tukaj ne boš nič narediti, ker je presplošno. No, ampak tukaj mi je... Mislim, ne moreš nič merljivega narediti. To sem hotel reči. Ja. To je res. Sem po mojem vseeno neki... Lih tukaj moramo začeti migati, da bomo nekam prišli. Misliš? Ja, po mojem ne. Ali kaj? Mislim, po moje je lažje začeti z manjšim, kot pa cel svet spremeniti. Rečeš, ne vem, primer ti zdaj dam, pa vem, da to vi že imate, ampak najprej bomo v naši organizaciji dober safeguarding policy naredili, zato da bomo, če ne, tudi če mi še nismo imeli tazga primera, pa verjamemo, da ne bomo, ker nimamo toliko rizičnih, ne vem, sam delavnice po šolah izvajamo, nimamo na primer večdnevnih aktivnosti, ampak bomo to naredili, zato da bomo zgled za ostale, ne. In je to merljivo, ne. Se pravi, mi poskušamo postati model, kako bomo ta dokument spisali, pa kako ga bomo pol diseminirali do naših odgovornih izvajalcev, prostovoljcev, ne vem koga, animatorjev, kakorkoli, ne. In pol, ko imaš ta model, greš lažje naprej, ne. Če pa rečeš, cel svet bom spremenil, pa pač se vem, da nisi tega rekel, ampak pač pa ni merljivo in pol nobenega ne motivira, ne. Ne, nekaj začetnih teh korakov je že narejenih. Sam je tudi ena faza, se mi zdi, take refleksije, kam zdaj naprej najbolj pritisniti, na katero je merljivi kazalnik, recimo. Nives, kaj si pa ti še kaj, imaš še kaj na listu? Jaz imam v bistvu... Na nakupovalnem listku zadnjih dveh mesecev. Dopusti! Jaz sem bila na dopustu 2-krat. Ja, kje si pa bila sploh? Jaz sem bila prvič februarja sem bila na enih duhovnih vajah, 5 dni sem se tudi res čisto odklopila, telefon in vse. Pol sem bila pa zdaj marca, sredina marca sem bila pa na Tenerifih, sem šla pa na trekking, tako da v bistvu smo kar hodili, no, tako tudi kar veliko, tudi na tem najvišjem vrhu smo bili, na Pico del Teide, 3715. Sicer nisem šla gor do vrha, ker je res pihalo in mene je že tam na 3500 me je kar premetavalo. Tako da nisem šla do vrha, no, ampak ja, tako, mi je bilo pa fajn pač biti tako fizično aktivna in se malo odklopiti in tudi ta pač, da si rečeš, glej, vse stvari pač stečejo, ne, tako da, mi je bilo super, no. Baza mladinskega delavca, ne, zdaj si po moje, mi v eni družbi smo se glih danes pogovarjali zjutraj, a je duhovna kapaciteta bistvena ali je telesna kapaciteta bistvena. In mi je ful zanimivo, ker si ti glih obe dve. Na enih počitnicah si gradila duhovno, na enih pa telesno. A ne? Dilema je šla pa v to smer, ne? Pa je tudi aplikabilna na mladinske delavce. Ne? A je telesna baza, v katero se nekako konc koncev, če nisi telesno fit, tudi molt ne moreš. In druga, a je duhovna baza, ki te pol usmerja, ki ti daje smisel tudi za telesno, za gibanje, za vse naprej. Saj itak na koncu eno drugo, ampak smo imeli taka mal skrajna mnenja, ampak itak obe dve sta, če pustim to dilemo na strani, obe dve sta za enega mladinskega delavca zanemarjena področje, ker pač smo velikrat, ali pa je večina, jaz nisem niti toliko, v odnose usmerjena. In tukaj pa ni, mislim,
v nobenem od teh ni živega odnosa, ne v telesni bazi, ne v duhovni. Mislim, meni je itak oboje me ful pomembno, in opažam pa med mladinskimi delavci, da je ta telesen del ful, pa če ga zanemarjamo, tako se mi zdi, da ali pa, duhovnega pa ne, ali kaj. veš kaj, se mi zdi, da v zadnjem Tega bolj času skrivamo, po moje, no. to, ali pa v zadnjem času jaz opažam, ne vem, mogoče tudi zato, ker sem bila v tej skupini Zdravje in voditeljstvo, ki temelji na sočutju, in tako se mi zdi, da o enih teh stvareh ali pa o nekih meditacijah, in to se mi zdi, da ful se govori in tako in je ful prisotno. Neke te, ne vem, čeprav sem glih včeraj, mi je bilo zanimivo, ko smo imeli mladinski delavci iz mladinskih centrov, sestanek tu, pač mreža mladinskih centrov Ljubljana, in so 3 rekli, da hodijo zdajle, ne vem, v fitness vsako jutro pred službo, in sem bila tako, wow, ok, bravo, ne, pač, ne vem, jaz grem enkrat na teden, grem zjutraj na Šmarno gor, recimo glih dan sem bila zjutraj, ne, tako da mi je pač bolj to, ampak se mi zdi, da tudi to se vedno bolj ozavešča, tako da jaz tudi ne vem. Vse, ja. Sploh z novimi generacijami, ki Ja, prihajajo, imajo drugo Ja, hierarhijo vrednot, niso tako storilnostno first, ne. ja. Tako kot ima Trump, America first, mladinski delavci, efficiency first. Tako da, a vidva sta bila kaj na dopustu? Kaj je to? No, evo ga. Pohaja, ampak brez dopusta. Ja, ne, res, ja. Pač nima toliko smisla iti se od družine odklapljati, toliko velike družine, ne. No, se z Še družino dodatno, lahko ne. greš, saj ni. Žena ne more, veš, ko ima pač obveznost, šoloobvezni otroci in šoloobvezna žena, ne. Tako da pol pač seveda smo bili na smučanju, ne. No, evo. Ampak to niso dolgi odklopi, no. To ni, mislim, to našteje za dopust, no. Ja. Mora biti vsaj 5-6 dni. To je res, ja, to je res. Jaz sem po mojem bolj poskušal neke rutine upeljevati ali pa jih preverjati, ki bi pripeljale dopust ali pa delčke dopusta čuječnosti v vsakdanje življenje. No. Da mi je to še najbližje, pa tisto, kar mi je najbolj ratalo v tem času, na tem področju odklopa. Zato sem hvaležen. Mikroodklopi. Ja, in večerna zapisovanja, tako malo bolj strukturirana, refleksije, egzamnov in čez dan tudi kakšne odvaje, ki sem si jih postavil. No. Ja, zato sem vesel v bistvu v tem času. Jaz tudi v tem času, ki je bolj postni, a ne, delam bolj na sebi, se pravi na rutinah, navadah, mislim, delam. Dano mi je jih dobivati, ne, to, kadar se zalotem, da sebi pripisujem uspehe, zmer pol pade. Tako da, mogoče bo še čas, a ne, za to kasneje. Malo bolj za, bi rekel, lagodne odklope. In kaj imate pa zdaj planirano za naprej? Recimo, Dobro vprašanje. Za ta mesec, ki je pred nami, kaj imate? Jaz gremo v Estonijo čez par dni Okay. izvajati usposabljanje za občinarje, Aha, za to, kako pisati projekte. Občinarji iz cele Evrope, pač se jih ne bo veliko, ampak bojo pa iz cele Evrope. No. Mi je kar zanimiv, ker že zelo dolgo v resnici nisem bil trener na mednarodnem treningu, tako bi rekel, prek tega na teh Erasmusih. No. Jaz imam izziv za delati določene korake naprej, ki smo jih začeli. En je z uvajanjem enega sodelavca, drugi 2 sta pa, poleg tega prenavljanja gradiv, sta pa ena ful ideja, taka, ki se je luštno rodila, se mi zdi in se veselim, priprava lutkovne igrice. Ker opažamo, da starše predšolskih otrok, to bilo za Belgijo, za mladinsko delo, ja. da je težko nagovoriti, dobiti, in je ideja zdaj, da bi pripravili eno lutkovno igrico, znotraj katere bi izpostavili te naše tematike, uporabe zaslonov, vzgoja v digitalni dobi in to. In se veselim tega projekta, tako, kam bo pripeljal, kaj se bomo naučili ob njem še. To ena stvar, druga pa tudi knjige, ki jih zdaj 4. del, ki jih recimo, da zaključujemo, priprav do tega, da bi ugledali luč sveta, ker se mi zdi, da so pomembne, se dotikajo te tematike safeguardinga in odpirajo spet ene tabuizirane teme pri nas. In je tudi to en od korakov, recimo, ki ga vidim, da je fajn, da ga naredimo. Tako, to je zdaj recimo tako bolj konkretnega.
zelo v kratkem, to je pa čez par dni, morda že prej, kot bo ta podcast objavljen, bo pa seminar, ki ga imamo glavnega o pornografiji za pedagoške delavce in starše. No, tako da to bo tudi ena od stvari, ki čutim vznemirjeno, no, tako pred njo. Pa ti Nives, poleg Malte. Jaz grem pa konec aprila med temi prvomajskimi, gremo v bistvu na Discover EU Inclusion. Spremljamo 2 mlada, eno dekle z avtizmom, pa enega fanta, ki se precej sooča s to socialno izključenostjo. Tako da gremo 4 spremljevalci. Veš kaj, zaradi te punce morata biti 2. Za tega fanta imamo pa tudi 2 moška spremljevalca, glih iz tega vidika socialne vključenosti. Drugače bila šli 1-1, ne, ampak pol, ko smo razmišljali, je dejansko boljše, ker če se ti karkoli zgodi, a veš, recimo na poti, ali pa ne vem, sicer imamo itinerar, imamo že splaniran, gremo Dunaj, pol pa iz Dunaja v Gdansk, iz Gdanska v Krakov, pol še en dan v Auschwitz, pol pa v bistvu v Brno. Tako da bomo potovali. Lepo mi je, da jim je zdaj zlaufalo očitno to, no, na Movitu. Ker prvi pa drugi ali prvi rok, vem, niso nobenega projekta dubali, ne? Ja. Mi smo prijavljali letos. To so vsi 18 ali to so vsi 18. Inclusion lahko je druga starost? Pri Inclusion je lahko na dan začetka projekta mora biti star 18. To pomeni, da lahko je pa tudi starejši. Hipotetično bi bil tudi star 21, takrat, ko potuje, ampak ko se začne projekt, recimo v nas je bil to 1.6.2025, ne, 2024, so mogli biti pač 18. Tako da, se ful veselim, no, ker tudi pač ta 2 mlada sta res... Samo 18 in ne 19. Ja, 18 in ne 19, ja, točno 18. Tako da ona 2 sta predlagala, kaj si želita videti, kjer teme zanimajo. Tako da zdaj se pač ukvarjamo s tem, da karte kupujemo za rezervacije, logistika, ja. Pač kako mlade te 2 vključati v čim bolj, ne? Ja, tudi to, ja. Kupovanje kart. Tudi to, ja, tudi to. Mislim, karte, sej karto imaš itak, ampak bolj nočitve pa to. Nočitve pa recimo, ne vem, recimo čez primer, ko smo za Auschwitz, recimo, ne, ko ti pač notri pišeš Auschwitz visit cards, ne, pa ti da vun, pač... Agencije. Ja, milijon zadetkov in pa sploh ne veš, kaj je zdaj tu prav, kaj ni, ne, tako da smo pol... To sem jo tudi jaz za London, za Rim, ko smo šla s hčerkama, ko smo šli, ja. Sploh ne veš, kjera je originalna stran. Tako da ja, to, mislim, se ful veselim, no, malo bo dopustniško, bo pa v resnici tudi precej delavno, no, ampak se ful veselim. Ja, nič, mi se pa dobimo pol enkrat, najbrž junija, ne, na naslednjem takem pogovoru. Vmes pa še kakšen... Vmes pa pridejo gostje k nam. Ja, tako. Imamo že neki plan, ampak ga ne bomo vam izdajali. Hvala za poslušanje. Ja, držite se. Pa komentirajte ali pa sami izraste željo, če kakšna tematika, ki vas zanima. Ali pa tudi, če ste vi mladinski delavci ali pa si ti mladinski delavc, mladinska delavka, jav se, kaj imaš za povedati, pa se mu kaj izmeniti. Tako je, super. Vse dobro. Ajdem.